Radio Sora vam dela družbo v današnjem torkovem poznem popoldnevu in spet je čas, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes nam bo knjižničarka Bernarda Buh iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka prebrala pravljico Konjiček in stekleni grad iz knjige Za devetimi gorami slovenske ljudske pravljice zbirateljice Anje Štefan. Živel je siromak, je delal zdaj pri enem, zdaj pri drugem kmetu, majhno hišico je imel, otrok pa že 17. Potem pa se mu je še eden rodil, tisti je bil pa 18. Povsod je povpraševal za botra, da bi otroka krstili, pa ga ni mogel dobiti. Potem je šel pa enkrat v hosto po suha drva. Ko jih je nosil domov, je srečal neko staro, suho žensko, pa reče ženska: "Kako, da ste vi mož tako žalostni?" Kaj ne bom žalosten? Otrok imam že 17, zdaj imam pa še sinčka, ki je star že 3 mesece, pa še zmeraj ni bil krščen. Nobenega botra ne morem dobiti zanj. Mogoče pa bi vi, teta, šli? Tista ženska pa pravi: kaj bom jaz, ko sem stara in revna, saj mu ne bom mogla dati nič. Teta, pravi siromak, tudi če nič ne daste, da bi le šli. In mu je res obljubila, da pride, in je prišla in je nesla sinčka h krstu. Čez kakšen teden pa je prinesla še darilo. Prignala je konjička, čisto majčkanega, v pesti je držala pšeničko in rekla: "Vsak dan mu dajte po 3 zrna te pšenice, pa bo imel zadosti, ne bo nič drugega jedel." In tako so imeli zdaj pri hiši še konjička in je bil konjiček vsak dan lepši in močnejši. Začeli so voziti z njim in so kmalu zaslužili toliko, da so vsi dobro živeli. Ko pa je fant dopolnil 15 let, je odšel po svetu in je konjička vzel s seboj. Med potjo, ko je šel, je prišel v neko hosto. Notri v hosti je bila koča, pred kočo je bil vrtiček, v vrtičku pa je neka stara ženica rožice plela. Pa poreče fant: "Vi, teta, bi dali meni vi to rožico?" Neka plava rožica je bila to. "Bolje, fant, da je ne vzameš," pravi tista teta. "Ta ti lahko še nesrečo prinese." Fantiček pa misli: "Kaj mi bo takale roža nesrečo prinesla?" In jo utrga in vzame s seboj. Gre in jaha tistega konjička, gresta, kakor bi jo veter nosil. Zvečer, ko se je ravno delal mrak, pa prijeta do nekega velikega gradu. Fant razjaha in stopi na dvorišče. Tam se postavi pred graščaka in pravi: "Bi mogel jaz pri vas dobiti službo, jaz in tale moj konjiček?" "Kaj bo s tem konjičkom?" pravi grof, "saj ne more nič peljati." "O, reče fant, ta konjiček je močnejši od vseh vaših konj. No, če je pa tako, pa ostani." In fant odžene konja v hlev, ga priveže in mu da pšeničko. Rožo posadi pod jasli in gre spat. No, bil je v tistem gradu kakšna 2 meseca, ko so začeli hlapci govoriti, kaj neki mora biti, da je ta konjiček tako lep, ko nič drugega ne je kot 3 pšeničke na dan. Nekoč, ko so bili vsi hlapci z doma, je šel sam graščak v hlev, da ga pogleda. Stopil je k konjičku in našel notri pod jaslimi tisto rožo, ki je ni poznal. Vzel jo je in odnesel v grad. Tam jo je postavil na okno in gledal, kako je lepa. In je zagledal, da se skozi to rožo vidi vse tja do 9. dežele. Steklen grad je zagledal in neko prav lepo kraljično, ki se je sprehajala pod njim. Počakal je, da se je fant vrnil domov, potem pa ga je poklical k sebi in dejal: "Veš kaj, tisto kraljično iz 9. dežele, iz steklenega gradu moraš pripeljati k meni, če ne, boš pa glavo izgubil." Fant nesrečen, šel je k konjičku, jokal, ni vedel, kaj bi. "Ne jokaj," mu je rekel konjiček,
se bova že kako rešila, kar zajahajme in greva. Ko prideva do morja, skočim v vodo in postanem čoln. V ta čoln se usedi in ko prideva do tistega gradu, bo prišla kraljična na obalo gledat, kdo se pelje. Takrat jo primi in potegni k sebi, potem bo vse dobro, potem ostaneva živa. Res prideta do morja, konjiček skoči v vodo in postane čoln. Fant se usede, že sta jadrala čez morje. Prideta do gradu, takrat pa ravno pogleda kraljična skozi okno in vidi, da se nekdo pelje. Lep mladenič, čeden fant. Priteče na obalo, pa jo fant potegne v čoln in že so jadrali na drugo stran. In ko so prišli do suhega, je iz čolna spet nastal konjiček. Le name oba, se mudi, je rekel, da ne pridejo zmaji za nami. In je šel potem kot veter. In srečno so prišli nazaj. No, pripelje fant kraljično pred graščaka, pravi: Nate, tu jo imate. In je mislil, da je rešen, pa je bilo drugače. Graščak je bil vesel, kraljična pa ne, je rekla. Jaz te ne vzamem, jaz ne bom živela tu pri tebi, tu v tem gradu. Prinesi še moj grad, stekleni grad, potem pa te bom vzela za moža. Graščak pogleda fanta in pravi: Si slišal? Prestavi mi še grad, kakor mi ga ne prestaviš, tako glavo izgubiš. Fant gre v hlev in stopi do konjička, joka. Nič ne jokaj, pravi konjiček, se bova že poskušala rešiti. Ampak pazi, ko prideš do steklenega gradu, imej kladivce, da boš košček tistega gradu odbil in glej, da boš zadosti hiter. Če boš počasen, te dobijo zmaji. Fant res zajaha konjička, gresta kot blisk, že vidita stekleni grad. Prideta do gradu, zleti fant gradu in odbije košček stekla. Beži nazaj, a v tem se zmaji prebudijo. Ravno toliko, da jim je všel, kajti ko je bil v čolničku, niso imeli zmaji več moči nad njim. Kot blisk sta šla nazaj in sta prišla k graščaku. Zdaj je fant vprašal kraljično, kje hoče imeti grad. Potem je spustil stekelce na tla in res je zrastel grad, strašansko velik, ves steklen. Kaj naj zdaj kraljična? Ni hotela starega graščaka, pa ga je pogledala in je rekla: Ko si mi prestavil grad, prestavi mi še jezero, da se bom kopala v njem. In graščak seveda spet pokliče fanta in pravi: Prestavi sem še jezero, če ne, boš glavo izgubil. Fant gre v hlev, joka pri konjičku, konjiček pa spregovori: To je pa strašansko težka naloga. Tam, na 9. gori raste hruška, na vrh tistega drevesa je eden od sadežev rdeč. Tistega boš moral otrgati. 9 orlov ga pazi in če boš tako srečen, da te ne bodo raztrgali, bova rešena. Gresta spet kot blisk, konjiček in fant. Prideta do obale, pa mu pokaže konjiček: Glej, tisto drevo tamle je, z tistega drevesa moraš vzeti sad. Pazi, da te orli ne dobijo. Gre fant, pride do drevesa in utrga sad. Že se vrača, gre nazaj, ko se zbudijo orli. Dvignejo se za fantom. Tak veter se je delal, da se je tresel v hrib, a ga niso ujeli. Srečno je prišel do čolna. Ko prideta v grad, pravi fant: Zdaj pa pokažita, kje hočeta imeti jezero. Potem stisne hruško, da padejo na tla 3 kaplje in že nastane lepo, strašansko lepo jezero. Tedaj pravi graščak: Dobro, prinesel si kraljično, prinesel si mi grad, prinesel si mi jezero, zdaj mi moraš pa še svojo botro pripeljati. Kakor mi jo ne pripelješ, tako ti glavo vzamem. Fant pravi: Kako naj jo pripeljem, svojo botro, če jo sploh ne poznam? Če je ne pripelješ, si ob glavo. Gre fant k konjičku in mu vse pove. Tedaj pa pravi konjiček: Veš, ko ti je tista ženska rekla, da ti roža ne bo nič dobrega prinesla, ravno tista ženska, ki si ji rožo vzel, tista je tvoja botra. Skoči name, greva. In sta zdirjala in sta jo našla. Tista ženska pa je bila smrt. Šla je z njima v grad in je nevidna stala zraven, ko se je graščak zadrl.
No, kje imaš svojo botro? Kakor mi je ne pripelješ, da je jaz ne vidim tukaj v 1 uri, tako glavo izgubiš. Takrat se je tista stara ženska oglasila in reče: ukradel si mu kraljično, ukradel si mu grad,